Torej, 9. oktobra 2025 se je zgodilo nekaj nenavadnega. Sony in AMD sta objavila, na videz, precej suhoparen tehnični video. Ampak v tistih 9 minutah je PlayStationov glavni arhitekt, Mark Cerny, potiho, skorajda mimogrede, razkril prihodnost. In ne govorimo samo o neki manjši nadgradnji, govorimo o pravi revoluciji v igranju. Celoten pogovor je bil, odkrito rečeno, poln tehničnega žargona. Govorila sta o nekem skupnem projektu, o tehnologijah, ki so daleč presegle vse, kar zmore trenutni PlayStation 5. Zanimivo, ampak nič prelomnega. No, vsaj tako je kazalo, dokler ni prišel tisti zadnji del. Tisti trenutek, ki je sprožil pravi plaz špekulacij po celem svetu. To je bilo to. Samo ena poved. Res sem navdušen, da jih bom prinesel na prihodnjo konzolo čez nekaj let. Sliši se preprosto, kaj ne, ampak prihodnja konzola čez nekaj let, to ni bila napaka, to ni bila neka naključna pripomba, to je bil prvi, čisto zares uradni namig, da je PlayStation 6 že v razvoju. In ne samo to, da bo temeljil na nečem popolnoma novem, revolucionarnem. Poglejmo si torej, kaj se za temi besedami v resnici skriva. No, pa gremo po vrsti. Najprej si poglejmo, kaj se je točno zgodilo in zakaj je ta en stavek povzročil takšno razburjenje. Ampak, preden se potopimo vse te nore nove tehnologije, se je treba vprašati nekaj osnovnega. Zakaj sploh rabimo PlayStation 6? Cerny je bil tu zelo jasen. Trenutna generacija konzol je namreč udarila ob, recimo kar tehnološki zid. Stvar je v bistvu takšna. Cerny pravi, da so konzole kot je PS5 prišle do svoje meje, samo dodajanje surove moči ne pomaga več. Predstavljajte si, da gradite nebotičnik. Lahko sicer dodajate opeko na opeko, ampak v nekem trenutku bo vse skupaj postalo nestabilno. Ne rabite več opek, rabite boljšo, pametnejšo arhitekturo. In to je ključ. Prihodnost ni več v surovi moči, ampak v pametni moči. Učinkovitejši rabi energije, ki jo poganja umetna inteligenca. V redu, kako bosta torej Sony in AMD prebila ta zid? No, odgovor se skriva v njunem skupnem projektu, ki se imenuje Amethyst. Vse skupaj pa temelji na 3 res ključnih inovacijah. Prva so tako imenovana nevronska polja. To so, če poenostavimo, možgani celega sistema. Namesto da grafični procesor kot po tekočem traku upravlja eno nalogo za drugo, ta enotni AI motor vse skupaj obdeluje pametneje in hkrati. In kaj to pomeni v praksi? Preprosto. Ostrejša slika, bolj realistična osvetlitev in vse to z bistveno manj napora za samo konzolo. Potem imamo jedra Radiance. To si lahko predstavljamo kot neko specializirano ekipo za osvetljevanje znotraj samega čipa. Njihova edina, ampak res edina naloga je polna simulacija svetlobe. Strokovno se temu reče path tracing. In ker se ukvarjajo samo s tem, sprostijo glavni procesor za vse ostalo. Rezultat? Dobimo filmsko kakovost osvetlitve v realnem času, brez da bi za to trpelo število sličic na sekundo. In tretja stvar? Univerzalna kompresija. To pa je kot nek super učinkovit sistem za pakiranje podatkov. V realnem času stisne dobesedno vse, kar potuje skozi grafični procesor in s tem sprosti ogromno pasovne širine. In kaj to pomeni za nas? Ja, več sličic na sekundo in hkrati veliko več podrobnosti na zaslonu, ker podatki enostavno potujejo hitreje. Ampak ključno pri vsem tem je, da te 3 tehnologije ne delujejo vsaka zase. Delujejo v popolni sinergiji. Nevronska polja so torej možgani, ki vse skupaj vodijo. Jedra Radiance poskrbijo za popolno osvetlitev, univerzalna kompresija pa poskrbi, da vse teče gladko in hitro. Vse 3 skupaj ustvarjajo popolnoma nov način, kako se igre sploh izrisujejo in delujejo. Dobro, to je bila teorija, ampak kaj vse to pomeni v praksi, v številkah? Poglejmo si, kaj lahko dejansko pričakujemo glede zmogljivosti, specifikacij in seveda datuma izida. Na podlagi tega, kar je povedal Cerny, analitiki napovedujejo res ogromen preskok. Govori se o prehodu na čisto nove generacije procesorjev, kot sta Zen 6 in grafična arhitektura RDNA 5. Povedano po domače, to pomeni naravnost velikansko povečanje tako procesorske kot grafične moči, celo v primerjavi z močnejšim PS5 Pro. Če vse skupaj seštejemo, naj bi PS6 prinesel nekje 2 do 3 krat večjo zmogljivost kot PS5 Pro, ampak, in to je treba res poudariti, ne gre samo za več surove moči. Gre za bistveno večjo učinkovitost pri nižji porabi energije.
To je točno tista pametna moč, o kateri smo govorili, v praksi. In kaj je cilj vse te moči? Zanimivo, ampak zdi se, da ni nujno lovljenje ločljivosti 8K, ki je za večino še vedno, precej nepomembna. Ne, pravi cilj je nekaj drugega. Da 4K pri 120 sličicah na sekundo postane novi standard. Da popolnoma tekoča in vizualno bogata izkušnja postane osnova, ne pa nek občasen luksus, ki si ga privoščimo v redkih igrah. Ampak, če je kje preskok resnično, ampak res osupljiv, je to pri sledenju žarkom ali ray tracingu. Ravno zaradi tistih jeder Radiance se tukaj napoveduje kar 5-kratna izboljšava učinkovitosti v primerjavi s PS5. 5-kratna. To v bistvu pomeni, da bo filmska, realistična simulacija svetlobe postala standard, praktično v vseh igrah. In seveda, vprašanje za $1 milijon. Kdaj? Večina analitikov se na podlagi tistega Černijevega čez nekaj let strinja, da je najbolj verjeten datum november 2028. Cena? Tu seveda samo špekuliramo, ampak ocene se gibljajo nekje med $599 in $699 ob izidu. Dobro, za konec pa poglejmo še malo širše. Kaj vse to sploh pomeni? Kaj ta tehnološki preskok prinaša za same igre, ki jih bomo igrali? Tukaj je pomembno razumeti, ne gre samo za lepšo grafiko, niti približno. Gre za odklepanje popolnoma novih igralnih izkušenj. Zamislite si res ogromne, odprte svetove, brez enega samega nalagalnega zaslona. Zamislite si fiziko, ki se obnaša kot v resničnem življenju. Ali pa, in to je morda najbolj noro, lajke z umetno inteligenco, ki se dejansko učijo in prilagajajo načinu igranja. To so stvari, ki do zdaj preprosto niso bile mogoče. In to nas pripelje do zadnjega, morda najpomembnejšega vprašanja. Tale Černijeva napoved v resnici ni samo novica o novem kosu strojne opreme, to je obljuba. Obljuba o prihodnosti, kjer tehnične omejitve ne bodo več ovirale ustvarjalnosti razvijalcev. Vprašanje torej ni več, kaj je tehnološko mogoče, ampak kakšne neverjetne svetove si bodo ustvarjalci sploh upali zgraditi, ko moč ne bo več ovira.